Najprej bi se rad zahvalil vsem zdravnicam in zdravnikom, ki ne poslušajo in niso prisluhnili Fidesu, ampak so prisluhnili svoji vesti in še naprej skrbijo za paciente. In jaz sem vesel, da so te zdravnice in zdravniki v večini v javnem zdravstvenem sistemu in meni je žal, da je oblatitev ugleda, ki jo je sprožila ta stavka Fidesa, padla tudi na njih in se jim za to opravičujem. Tisto, kar bi povedal glede Fidesa, ki v resnici zastopa izrazito manjšinski del zdravnic in zdravnikov, je pa naslednje. Res je, sporazum je bil lani januarja podpisan s strani prejšnjega ministra. Res je pa tudi to, da se je žal Slovenija v avgustu soočila z največjo naravno katastrofo v svoji zgodovini. In takrat smo obvestili vse sindikate, vključno s predstavniki sodne veje oblasti, da bo plačna reforma zamaknjena, da se bodo učinki plačnih reform premaknili na 1. 1. 2025. To se ni zgodilo letos januarja, ampak lani avgusta in septembra. In vsi ostali sindikati, razen Fides, 45 jih je v javnem sektorju, so razumeli, da je treba stvari zamakniti. Govorim o implementaciji plačne reforme. Fides tega ne razume, noče razumeti, raje vzame za talce paciente, najšibkejše, najranljive, še celo invalide. Ne zanima jih nič drugega, razen kako izbojevati boljše finančne pogoje zase. Ko o tem zelo jasno spregovorimo, se od takih zahtev Fidesa ograjujejo tudi njihovi kolegi in kolegice v javnem sektorju. In zato je prav, da to jasno govorimo. Kaj bomo naredili? Ves čas govorimo isto. Plačna reforma je na mizi, pogajanja potekajo. Plačna nesorazmerja v javnem zdravstvenem sistemu se lahko rešuje samo na stebrnih pogajanjih, v katerih so prisotni poleg Fidesa še vsi ostali reprezentativni sindikati za zdravstvo, sindikati medicinskih sester, negovalnega osebja in tako naprej. Samo v okviru stebra lahko naslovimo vse plačne izzive v zdravstvu. Član Fidesa ni nič več vreden kot medicinska sestra v zdravstvu. Vsi si zaslužijo boljše pogoje in boljše plače. In vsi bodo to dobili naenkrat in ne posamezna skupina hitreje. In veste, zakaj imamo danes stavko v resnici? Zato, ker je bivši minister prisluhnil takrat pozivom mladih zdravnikov in je mladim zdravnikom pred ostalimi dvignil plače. Verjamem, da upravičeno. In to je glavni razlog, zakaj so se starejši zdravniki, ki so pa v večini v Fidesu, danes organizirani in zahtevajo enake oziroma v resnici bistveno višje povišice za njih. In se počutijo diskriminirane strani mladih zdravnikov. Točno ta zgodba vam pove, da ne moremo reševati plačnih nesorazmerij v zdravstvenem sistemu ločeno za posamezne skupine, ker se bo vedno našla skupina, ki bo ugotavljala, da je ostala zadaj. Zato jih že naslavljamo v okviru stebrnih pogajanj. Prejšnji teden so bila stebrna pogajanja, na katerih so bila vsem sindikatom, ki so bili prisotni, in Fides je spet iz samo njemu lastnih razlogov manjkal. So bile predstavljene nove plačilne lestvice, na katerih se lahko prepoznajo vsi, ne samo člani Fidesa, ampak tudi vsi ostali zdravniki in zdravnice, vse medicinske sestre in negovalno osebje. In odzivi, ki jih imamo, so pozitivni. Od vseh tistih, ki so bili zraven in ki se v resnici hočejo pogajati o boljših pogojih. Sicer so se pa sam dvakrat sestal s Fidesom in potem so sami prekinili te sestanke in zavrnili vse predloge, ki so bili na mizi. No, in danes sem dobil z njihove strani ponovno zaprosilo za sestanek jutri. Ja, se bom sestal spet z njimi, jaz nimam nobene težave se sestajati, vedno, ko si to želijo. Ko pa jih na pogajanja ni, se pa jaz z njimi ne morem pogajati. Povem pa zdaj, jasno in glasno, za kakršnekoli dodatne ukrepe bo najprej potrebno stavko zamrzniti. Zaradi tega, ker je to tisto, kar paciente odrešuje. Agonijo pacientov ne povzroča vlada, ampak Fides s svojimi nerazumnim vztrajanjem pri stavki. Mi smo pa vedno pripravljeni na pogovore in na pogajanja na kakršenkoli način.